Fras in Medvard in Fras in Medvard show. In je spet čas, da se vprašamo in da si zastavimo vprašanje, ki ne potrebuje nobenega spektakularnega odgovora, in sicer, kaj si danes videl? Ja. Cool. Videl oziroma videla. No, gled, kako se mi gor štesa. Anja, izvoli. Jaz sem danes na poti v službo s kolesom videla polno lukenj. Aha, to je tako vsaki dan. Ih, v ograji? Ne, na cesti. Na cesti, dobro. Okay. To je nekaj druga. Dobro. Super. Jaz sem videl na eni od teh betonskih kock na glavnem trgu kozarec, v katerem je bil, kar mi je izgledalo kot špricer. To si nastavil. Ne, jaz, kaj? Nisi si ti? Ne. Okay. Jaz pa sem videl zlomljen tlakovec na glavnem trgu. To je tudi redki prizori so to, ja? Super. Evo, če ste tudi vi kaj videli, morda samo grde čevlje sodelavca, 051 220 220, lahko pošljete SMS. Prej smo se pogovarjali o tem, če ste danes kaj videli, to je vprašanje, ki ne zahteva nekega spektakularnega odgovora. In na 051 220 220 je pisala Lidija, pravi, da je na pomurski avtocesti videla črnega Renaulta s črno tablico FL. Okay. Ali vidva vesta, kaj je FL? Ne. FL, ja. Ne vem, Florida. Ne, ni. Finsko? Ja. Ne, ni. Flamija ali Flam... Ne, ni. Nekaj. Ni. FL. Liechtensteina. Ja, Liechtenstein je. Kaj se FL. oni rečejo? Ja, neka federacija Liechtenstein, nekaj takega. Ja. Tako da, kar je zanimiva in kar je redka tablica, taka mala je. Bravo. Polne švicarske včasih. Ja. Hvala, Lidija, super. Hvala lepa. Pa je pisala tudi Hilda, ki pravi, pozdravljen, jaz sem pa danes videla moža na češnji, ko mi nabira za kompot. Tako tudi k nam pride kakšen kompot. Lepo, ali pa kak je ceker, ne? Ja. No. Ja, to, kak so dragocene češnje, ne? Ja. Anja, kupi pa prinesi, ne? Pa bo prišlo. Hvala lepa, Hilda. Hvala. Upam, da pride varno dol z dreve mož, ne? Ja. Da pospravi lepo lojtro. Ja, to pa res. Gremo nazaj k muziki. Olivia Rodrigo je tukaj z novim komadom Drop Dead, oziroma po naše Crkni. Ja, se prevede, ne? Ja, kaj mi mahaš? Tak pač je. Dajte na glas in lep dan. Lep dan. Lep dan. Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? 12 čez 1 je ura, Sandi, lepo zdrav. Dobar dan, zdravo, profesor. Dobar dan, zdravo. Danes skok 33 let nazaj, v leto 93, ko je bila na vrhuncu, oziroma na številke 1, Janet Jackson in njen single That's the way love goes. Se spomnite, malo enih 14 dni nazaj je praznovala 60 let. Ja. Janet, ne? In ta single je bil na prvem mestu kar 8 tednov in to je nekaj, kar ni uspelo celo bratu Michaelu. Res? Ne, ni. Ni bil 8 tednov. Zaenkrat. Nikoli ni bil 8 tednov? Ne, prvi, z enim komadom. Te pa tako, da sploh se menimo toliko. Ja. Neusa. Zraven Janet Jackson sta avtorja skladbe še Jimmy Jam in Terry Lewis, ki sta single producirala in v tistem času je Janet podpisala pogodbo za Virgin Records. Takrat je bila najvišja v glasbeni zgodovini, $32 milijonov, no rekord pa ni dolgo držal, ker je Michael rekel, čakaj malo, to tak ne gre, ne? In je podpisal za 50 milijonov. Recimo za, mislim, da par let nazaj so prodali cel katalog od Queenov za 1,7 milijarde dolarjev. Jezus. Ja. Čeprav se zdi, da je v skladbi moški vokal, to ne drži, vse je odpela Janet. To bi bilo danes, daš to v AI, pa imaš 20 sekund, pa je to nekaj drugega. Ali pa se ga en dan prej gor nareješ, veš zjutraj 5. Pa je to, ne? No, ampak leta 93 sta Jimmy in Terry morala fejst eksperimentirati, da sta modificirali vokal. Video spot je bil zelo drugačen od kot vsi ostali doslej, takrat, no, tam je bolj plesala in vse ostalo, tu pa je bolj tak zapeljiva. In marsikdo ne ve, da je v tem spotu se prvič pojavila neznana plesalka,
ki jo je zdaj verjetno po popularnosti krepko prehitela, to je bila Jennifer Lopez. Res? Takrat ja. V tem spotu, V tem spotu se prvič pojavlja. verjetno. Lahko greš gledat. Tam šel. No, veš. Pri Michaelu pa je bila Naomi Campbell, ne? Menda, v onem črno-belem spotu. A kaj že bilo? Na neki plaži, neka mivka. Ponavadi je mivka, no. Nekaj. Ali pa je moče pesek. Dobro. V redu? Kaj je že imela veliko rit? A ja, gremo gledat. Idi gledat, no. That's the way love goes, Janet Jackson. Ne vem, če se spomnite, zdravo Anja. Zdravo. Ne vem, če se spomnite, včeraj, ko je ful deževalo, je Tomaž v eteru pisal in nam naslikal en čudovit prizor, dež, kavč, Ja. okna na kip, žalezije na pol zaprte in pico, ja, da si potem naročiš pico in lepo gledaš TV in ješ. Tako. In Tomaž, naredil si take lušte. Celi dan sem razmišljal o pici. Res. V glavi sem imel tisto lepo pico, ono, ko so salame lepo gor zapečene, pa šunka, pa gobice, pa to vse. Oni prvi pajs, ne, v trikotnik. Tako, to sem imel v glavi celi dan in na koncu smo rekli, nič, bomo pico. Kaj, resno? Bomo pico. Eba daj. In smo naročili in sem si namazal 7 kil gor kisle smetane, grizo, tote trikotnike noter. Puna je bila in celo sem pojedel prav do amena, do konca. Sam si celo požer. Tako. Upam, da si pomislil, kaj na Tomaža, ki ti je dal to idejo. Ja, absolutno, zdaj smo tudi sliko poslali. Ja, sem dobil zvečer sliko in sem odpisal tudi nazaj. Tako. Si In mislim, potem kaj? sem tudi zaspal lepo na kavču. Te se gluten spodobi. ubil. Tako. Svetal. Tako da, hvala. Ja, nikaj, bom to povedal na pogrebu, ko te bo potamanilo. Okay. Hvala. Glejte, zahvalil se mi je za vnos holesterola, ampak dobro. No. Včasih pa lahko, ne? Tako. Včasih. Drugače pa zelenjava, telovadba in Ja, sadje. ja. Čas je napočil, da najmlajšo slovensko kmečko ženico Anjo Škrlec Anjo poprašamo spet za kak nasvet. Tako da, ne vem. Imate rada gris oziroma pšenični zdrob? Ja, seveda. Ali kakao, ali čokolada v prahu, gor, Ja. za mene. Pa 5000 let ga že nisem jedel. Ja? Pa, ko daš to gor, pol lepo ob robu krožnika, kjer je bolj mrzl že. Tako. No, če bi radi poskusili kaj drugačnega, imam eno idejo oziroma en nasvet. Ja? Probajte ga tako, kot ga recimo jem jaz in meni je odličen. Mleko malo solim, na to pa, ko je kuhan, dodam žličko arašidovega masla in košček temne čokolade. Pazi, ker to še ni vse. Ko pa še dodam borovnice ali pa maline ali pa suhe slive in to je tako dobro, Gris. da morate probati. Ja. Res, V to gris arašidovo maslo se maslo, tako ne? stopi in temna Pa to čokolada je se za, stopi. to bolj ni za večerjo več. Pa Zakaj to pa ješ ne? mrzlo. Je odvisno, kako kdaj. Včasih Pa ne- jem to za malico, če slučajno nisem Torej še mrzlo jedla. ješ to. Včasih pa jem vroče. Oboje je dobro. In vrhunsko je. Tako da, če hočete probati, poskusite. Ja. Če pa bi radi normalno živeli še naprej, pa mogoče ne. Ja, hvala, Anja. Hvala, Anja. Prosim. No, dajte, če radi hodite po robu, ne, poskusite, pa lahko javite, ne, čez kak dan ali dva, ali Tako. je res to, kaj Anja predlagala. In ne Je bo res vam dobro. žal. To je isto meni čudno, ko eni pijejo mrzli kakav. Ja, se pa to Ja, najboljše. pa kaj ti to je? Na trgu Levna Štuklja pa torej v Mariboru poteka Street Food Festival. Street Food Maribor danes, jutri, v soboto, vabljeni, da pridete malo koštati. Mi smo tam okoli 11, ko se vse skupaj odprlo. Kasneje pa so na trg šli še Ema, Tine in Jeger. Kaj so oni kaj probali? Ja, dajmo prisluhniti, Jeger se je javil, halo? Street Food Maribor je v polnem razmahu, leti to kakšna lepa gužva in jaz si šel do naših domačih pubecev, do Skunk Urban Kitchena, zdaj imajo tam v Hočah neko štarijo, divjaki se jim reče, samo vseeno prikolico pripeljajo. Pulled pork bowla, preverjeno, leto,
Nehaj snemati, ker je dobro. Jaz se spomnim pulled pork bowle od lani, pa te spodaj preseneti. Veš, gor je tako ono, ješ nekaj, ne? Pa zelje, pa tak preko, pa ko daš not globoko, pa samo... Glej, spet sem lačen, čeprav smo prej jedli. Pridite na Street Food Maribor na Trg Leona Štuklja. Ekipa nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor pa je na prestižnem tekmovanju Rally Revis 2026, ki je potekalo na Češkem, dosegla odlično prvo mesto. Kralji, majstri. In Aleksa, Timoteja, Mito in Alena smo povprašali malo, kakšni so občutki po zmagi, kaj je bilo za njih najtežje in ali so že stekle priprave na naslednje tekmovanje. Ja, Aleks, povej, lansko leto ste osvojili 3. mesto, letos pa ste Slovenijo ponesli na sam vrh. Kaj je po vašem mnenju naredilo razliko? Jaz mislim, da to predvsem, da smo še nadalje vadili, da smo tudi mogoče malo vedeli, kaj pričakovati, ker vseeno gre ne samo za oskrbo, ampak tudi za tekmovanje, ker pa so neke specifike, ki jih iščejo. Mi smo delali podobno, kot delamo tudi tukaj, smo se pa v bistvu bolj utekli kot ekipa, kar pomeni več treningov, več priprav na ta način. To mislim, da je bila ena stvar, ki je bila ključna. Večkrat smo delali tudi skupaj, tako da je bilo to kar pozitivna zadeva, no, in to tudi potem nek rezultat, zakaj je bilo boljše. Okay. Zanimivo. Ok, lahko Aleks morda izpostaviš en scenarij, ki ste ga mogli premagati? Zdaj, to so scenariji, ki trajajo po 12 minut, kar pomeni, da je v zelo kratkem času treba narediti praktično vse, do transporta pacienta proti bolnišnici. Kar 12 minut se mogoče tukaj sliši dolgo, v resnici je pa to izjemno kratek čas. Ena od stvari, ki smo imeli za rešiti, so bile recimo delovne nesreče, ker je bila delovna nesreča znotraj vodne elektrarne, kjer sta bila v bistvu dva poškodovana in smo jo morali v bistvu oskrbeti in pripraviti za transport. Imeli smo obešenca, ki smo ga morali enako tudi potem oskrbeti. To je bilo recimo eden od nočnih scenarijev. Joj. Kakšne šihte imajo eni. In normalno funkcionirajo. Ja, res je. Timi, kako pomembna pa se vam zdi ta usklajenost med vami? Ali vpliva to tudi na vaše delo? Jaz bi tako rekel, da to je ena zelo pomembna stvar, da smo res povezani kot ekipa, kar pa ne samo za tekmovanje, ampak tudi za delo v realnih situacijah in mislim, da nam to zdaj, ko smo se res tako povezali, tudi kot služba celota, nam res dobro uspeva, no? Da smo pač dosegli ta ekipni duh in nam intervencija dosti lažje teče, ko pa da, mislim, ko se poznamo, ko pa če se ne poznamo. No? Svetovno. Posledično boste rešili ogromno ljudi. Ja. Ne? In ogromno ljudi je tudi videlo vaš uspeh, kaj bi morda svetovali mladim, ki se odločajo za poklic reševalca ali zdravnika, Mitja. Mogoče bi jim povedal to, da je to poklic, za katerega moraš nenehno nekaj delati, se izpopolnjevati, ker smernice grejo vsako leto naprej, stvari se spreminjajo, tehnologija je nova in moraš ostati v koraku s časom. Tako da to je poklic, ki ti marsikaj vzeme v smislu prostega časa, ti pa dosti da. Ko ti je narediš eno intervencijo, da vidiš, da si človeku res pomagal, da je nekdo res boljši zaradi tega, kar si ti naredil na terenu, to je res eno ful veliko zadovoljstvo. Teda mislim, da se vsi strinjamo, da je bolj kot poklic to eno poslanstvo. Wow, noro. Ja, svetovno, res ja. Kaj pa načrti za prihodnost, Alen, razmišljate že slučajno o naslednjem tekmovanju, so priprave mogoče že stekle? Ja, vsekakor trenutno nekaj že imamo v mislih, poteka eno tekmovanje in sicer na Cipru, ki se ga želimo udeležiti. Če bo to možno, bomo videli. Zdaj je čas, da mogoče tudi ostalim ekipam damo malo prostora v mednarodnem prostoru, da tudi oni pokažejo svoje znanje. Želja bo ostala. Mislim, da letošnje poletje rabimo, da pridemo vsi malo k sebi, da malo počivamo na lovorikah, že zaradi prostega časa svojih partnerjev, ki so zadnje leto res dosti bili sami na račun naših tekmovanj in priprav in vsega. Tako da mislim, da bomo pa hitro po poletju začeli govoriti, fantje, kaj bomo. Wow. Super. Malo pauze potrebne vse. Ja. Okay. Čestitke še enkrat, Aleks, Timotej, Mitja, Alen, bravo. In celoten intervju, če vas zanima, je že v naši audio špajzi na totiradio.si. Spet je prišlo do mini
presenečenja, šok v bistvu se je zgodil v tem studiu. Namreč Anja je spet razkrila en detajl, eno posebnost iz svojega življenja. Iz svoje preteklosti. Ja, Fras, boš ti povedal, o čem je govorila? Kako se pripravim sploh za to, ok. Anja je otroke učila voziti APN-ko. Pa ne otroke. Odrasle že. Ja, moje bratrance, prijateljico. Ja, to pa je res. Ti si ostale otroke učila voziti APN-ko. Čakaj malo. Čuj. Ja. V bistvu. Čuj, Anja. Ja, tudi to sem včasih delala. Da pa na šodru nekem stojiš. Če to ko zacvili, fajn. No ja, kaj? Kako je to izgledalo? Zelo, zelo lepi spomini in res bi vam rada enkrat pokazala, kako dobro jaz vozim APN-ko, ker mislim, da bi bila navdušena. Okay. In učila sem moje bratrance in enkrat mi je en bratranec rekel, no da ti zdaj pokažem, kako si me naučila in smo padla. Ampak zelo lepi spomini in ja, bila sem prava carica v bistvu. Pa še imaš APN-ko? Ja, veš, da jo imam. Ja, ti pa pridi v službo. Ja, to ne morem. Ja, ampak pa jo vabim, da prideta v trojico in vidita. Pa se gremo naganjati. Malo. Pa zmagam, verjamem. Do Lenarta pa nazaj. Une hamre. Lahko tudi. Svetovno. Bravo, Anja. Ja. Zelo fajn mi je to. Ja, verjamem. Po zadnji si se vozila? Ne, to si pa nisem upala. Ne, pa kaj si samo nora? sem pa včasih tako malo zadriftala, pa to. Okay. Anja, ko si še ti bila bolj mala, so bili to eni čisto drugi časi med nami mladimi. Verjamem. Ne? Takrat ni bilo toliko družbenih omrežij kot danes na vseh možnih načinih, platformah, vse povsod, kaj češ. Takrat je obstajal MySpace. Si slišala kdaj? Sem slišala. No, si slišala. Si imela kdaj? Ne. Okay. Vidiš, premlada. To pa si bila premlada. Ja, jaz sem imel, ti Fras? Seveda. Si imel. MySpace je bil totalni zakon. Tako. Kaj ti s časoma, iz meseca v mesec, vsakič je nekaj novega prišlo in se posodabljalo in bilo vedno bolj moderno, vedno več nekih funkcij in vedno več si lahko delal, ampak najjača funkcija se meni zdi, mene je to zaklalo, je prišlo, ko si ti lahko dal gor en komad. In so pol drugi videli. Da, ko je nekdo odprt svoje začelo. Začelo se kar predvajati. Daj nehaj, da. Kaj pa ti misli? Ni to tako Facebook, ko priješ, pa samo tudi ksiht gor. Tako. Pa 100 let stare slike. Da si prišel in te je pospremila glasba in takoj si lahko imel mnenje o tej osebi. Ja. Glej, kako ji posluša. Ne? Pa tudi to, da si lahko sam celo stran uredil vse, grafika, pisava, barva, ozadje, vse. Wow. Svetovno. Jaz se spomnim, da sem dal gor sliko, ko sem si kupil novi bicikl. Pa si zdraven, kaj napisal? Ja, nič, samo stoji pisali ljudi, wow, ja. Svetovno, kaki bajk, ne? Wow. Fras, se spomniš ti slučajno, kaj si takrat imel za en komad gor? Imel sem jih milijon, ker ja. Veš, kot je bilo malo tečno, si že menjal si, malo, ja. Ampak enega, ki se spomnim, je bil od enega benda, ki je bil takrat zelo popularen, Alessana, se mi je rekla. Alessana, ja, to pa ne poznam tega. Ambrosia ali nekaj takega, ja. Naslov. No, prisluhnimo. A, imaš? Ja, imam. Ok, čakaj, da čujemo, kaj je imel Fras. Torej, predstavljaj si, Anja, brskaš po internetu in prideš na Frasovo. Glej, Marko Fras, bom kliknila gor. Oh moj God. Da je nehaj, no. Kaj svetovno. Pa si že, wow.
Že imam predstavo o tebi. Ja, Fras, celi potetoviran, v zaporu, 20 let, zobe polamane. Kaj pa ti, si imel? Jaz sem tudi imel, spomnim se tudi enih par, ampak tega sem si najbolj zapomnil. Mislim, super pesem je, ne bi narobe razumeti, ampak pač čisto kontra tebi. Zgleda, sem takrat bil v nekem drugem obdobju življenjskem in daj ta prisluhniti. Kaj to? Kelly Clarkson? Ja, seveda. Tako, kak sem se spraševal, prijatelj, kaj sploh to pomeni, tako se je vprašala. Viš, taki cajti so bili, Anja, poznam pa ene ljudi, oziroma vsaj eno osebo, ki je tudi zaposlena tu pri nas na tem radiju, ki pa je v svojih starih časih oziroma v svoji mladosti po enem mestu, ki ni toliko fej zdaj oddaljeno od Maribora, hodila s širokimi hlačami, teniskami, takimi visokimi, belimi. Majica je bila tisti zelo, zelo preveliki dres iz ene ekipe ameriškega nogometa in z naglavno ruto. Kaj? Ful potetovirano cela in na profilu, MySpace profilu te osebe se je predvajala ta glasba oziroma ta skladba, ko si ta profil obiskal. Sta? Sva. Ja. A je. Kdo je bil to? Gangsta. No, boš povedal. Ja, Saša Pančur. Fras in Medvard in Fras in Medvard show.